Na občinskem svetu je bil obravnavan osnutek proračuna, predlog proračuna za leto 2024, ki je zelo obsežen, zelo obširen, nekako odhodkov več kot 25 milijonov, v delu pa se tudi predlagamo zadolževanje. Proračun spremlja tiste najbolj potrebne naloge, obvezne zakonske naloge, najprej, to pomeni, da skrbimo za vrtce, šole, starejše, socialno šibkejše in tudi redne naloge s področja vzdrževanja objektov, komunalne infrastrukture. V investicijskem delu pa sledimo že nekako zastavljenim ciljem, pripravljenim projektom in tudi tistim projektom, ki so v izvajanju. Zaključujemo osnovno šolo Ana Gale v Sevnici. Odpiramo nov projekt športnih površin v Šentjanžu, nadaljujemo z urejanjem cestne in komunalne infrastrukture in s temi projekti želimo nekako voditi leto 2024 v razvoj. V sami razpravi je bilo poudarjeno, kaj so prioritete občine Sevnica, kje so velike potrebe. Veliko potreb je na cestni mreži, hkrati pa tudi poudarjeno, na katerih projektih želimo skupaj pripraviti projektno dokumentacijo za bodoči razvoj. Kajti projekti niso enoletni, so večletni, predvsem tisti, ki potrebujejo prostorske podlage in zahtevnejše projektne podlage, da se pričnejo realizacija pri pridobivanju zemljišč za gradnjo, pri pridobivanju projektne dokumentacije z ustreznimi soglasji, zato da lahko potem take projekte realiziramo. Glede na razpravo bo pripravljena določena uskladitev, upoštevala bo vsa nova dejstva, ki jih tudi imamo glede prihodkov, odhodkov in stanja na projektih. Te uskladitve bodo potem obravnavane na delovnih telesih občinskega sveta in konec januarja bo predlog proračuna podan občinskemu svetu v prvo obravnavo in verjamem, da bo nekako v primernem času proračun tudi sprejet za realizacijo v letu 2024. Začasno financiranje je pogost ukrep v občinah. Občina Sevnica v prvem tromesečju ima sklep o začasnem financiranju, ki velja do sprejema proračuna. V času začasnega financiranja tečejo vsi potrebne aktivnosti za tekoče delo in življenje. Tečejo tudi vsi projekti, ki so v teku. V tem času pa se ne odpirajo novi projekti, novih razpisov za novo projektno izvajanje. Vendar to ni nekako omejujoče za izvajanje projektov v celem letu, tako da praviloma se začasno financiranje do občanov in do projektov ne pozna oziroma ni omejitev, ker je pogosto uporabljen inštrument.